Spoštovani vsi, lepo pozdravljeni. Sem Nika Rožanc, predsednica folklornega društva Anton Jože Štrafela iz Markovcev na Ptujskem polju, ki vam ga bomo danes v tem videu tudi predstavili. S tem videom in spletnim dogodkom se pridružujemo praznovanju 7. tedna ljubiteljske kulture, ki je praznik vseh nas, ljubiteljskih kulturnikov, ki svoj prosti čas namenjamo eni izmed kulturnih dejavnosti. V našem društvu je to folklorna dejavnost. Pa se sprehodimo malo po zgodovini našega društva. Folklorno društvo Anton Jože Štrafela Markovci je bilo ustanovljeno davnega leta 1938 in torej smo letos stari 82 let. Še posebej ponosni smo na to, da smo drugo najstarejše folklorno društvo v Sloveniji. Leto kasneje, 1939, so se člani na pobudo slavnega etnomuzikologa Franceta Marolta zbrali v skupino in prvič nastopili pod vodstvom Frana Žižka na velikem festivalu slovenskih narodnih običajev v Mariboru. Tam so se širni množici predstavili kot ženitovanski lik Kopjaša in etnografski pustni liki Korant, Hudiček, Orači, Pokači, Piceki, Ruse in Medvedi. Ob tem naj poudarim, da so bili tovrstni etnografski liki v tistem času že pravzaprav v zatonu in smo jih s tovrstnim organiziranim predstavljanjem uspeli ohraniti do danes. Markovski folklorniki pa smo zaslužni za še en velik dogodek. Leta 1960 smo kot edina skupina z etnografskimi pustnimi liki pod vodstvom Lojzeta Simoniča nastopili na prvem kurentovanju na Ptuju, ki se je danes razvilo v mednarodni pustni festival, prepoznan po vsem svetu. Na njem še danes nastopamo vsako leto in sicer so naši kopjaši na začetku sprevoda prav tako kot pred 60 leti. Poleg skrbi za ohranjanje pustnega izročila naših krajev v društvu delujejo še naslednje sekcije. Plesna skupina in godci ljudskih viž, ki jo največkrat spremljajo na nastopih, 3 skupine ljudskih pevcev in pevk ter pustni liki in še poseben ženitovanski lik Kopjaša. Naslednjega smo še posebej ponosni, saj je to lik, ki ga najdete izključno v Markovcih. Kopjaš nastopa na poroki in je najboljši prijatelj ženina. Pražni oblečeni, z okrašenim klobukom in obut v črne škornje zapleše svoj ples, ter pri tem meče s pisanimi trakovi okrašeno kopje visoko v zrak. Prav raznolikost sekcij v društvu in specifičnost okolja nas uvrščata med najbolj bogata društva v Sloveniji, saj ni nikjer drugje moč najti toliko šeg, navad in običajev, še posebej pustnih, kot na našem področju. Še vedno se trudimo ohraniti vse tisto, kar je nekoč bila stalnica v vsakdanu preprostega kmečkega človeka. Prišla bo pomlad, čakal bi jo rad, da bi zdrav, vesel, lepe pesmi pel. To me veseli, travca zeleni, drobna ptičica pa žvrgoli. To me veseli, travca zeleni, drobna ptičica pa žvrgoli. Prišla kukavca, moja ljubica, in bo kukala in prepevala. Kukala, kuku, pevala tako, da bi vedno nam tak luštno bilo. Kukala, kuku, pevala tako, da bi vedno nam tak luštno bilo. Ptice pridejo in odidejo, grejo s kraja v kraj, kamor jaz ne znam. Grejo s kraja v kraj, kamor jaz ne znam. Jaz pa tukaj le ostanem sam. Grejo s kraja v kraj, kamor
kamor jaz ne znam, jaz pa tukaj le ostanem sam. Dr. Bojan Knific je zapisal, da folklorne skupine v povezavi z ljudskim plesom poustvarjajo ljudsko dediščino ter s tem opravljajo vse dve pomembni nalogi. Po eni strani skrbijo, da izročilo ostaja živo, po drugi strani pa širši javnosti omogočajo, da se ta seznanja s kulturo in pa načinom življenja ljudi v preteklosti. Nepogrešljiv del pri tem vsekakor predstavlja kostumska podoba. Prvi kostum, ki ga je premoglo Markovsko folklorno društvo in je v preteklosti posledično tudi najbolj zaznamovalo podobo folklorne skupine v širši javnosti, je kostum, ki ga pravzaprav težko opredelimo. Kar vemo je to, da sta nastanek in razvoj folklornih skupin okrog 40 let prejšnjega stoletja v slovenski prostor in pa predvsem v njegovo oblačilno kulturo vnesla pomembne spremembe. Tako imenovana narodna noša je bila v tem času sicer že precej uveljavljena, vseeno pa so sodobni modni tokovi, ki so prihajali tudi iz tujine in pa vedno bolj priljubljene ideje o prenovljeni ter po novih merilih krojeni obleki, postopoma oblikovali poseben oblačilni videz. Taka obleka je le delno temeljila na kmečkem oblačilnem videzu iz prejšnjega stoletja, ampak je v večji meri predstavljala bolj uniformiran kostum oziroma oblačilni videz z le posameznimi elementi dediščine. Ta se je zaradi svoje enostavnosti pogosto uveljavil pri številnih folklornih skupinah, tudi pri naši. To je prva noša, ki jo je premoglo naše društvo. Moška obleka je sestavljena iz hlač, srajce, telovnika in klobuka. Hlače so iz temnega blaga, visoki črni škornji so obuti preko hlač. Srajca je bela, z ovratnikom na špic. Preko srajce je oblečen telovnik v temni barvi. Na glavi ima klobuk. Ženska obleka je sestavljena iz spodnjega krila, untre, srajce, zgornjega krila, telovnika in predpasnika. Spodnje krilo je poštirkano, da da vrhnjemu krilu lepo obliko. Krilo in telovnik sta v enaki barvi. Na telovniku so izvezene rožice. Srajca je široka. Na rokavih ima detajle iz čipke. Lasje so spleteni v dve kiti in speti v venček. Oblačilna kultura na Slovenskem se je skozi daljša časovna obdobja in iz različnih vzrokov na posameznih območjih različno razvijala. To velja tudi za vzhodno Štajersko, se pravi za naše območje. Kar lahko z gotovostjo trdimo je to, da so se okrog 18. stoletja na Slovenskem oblikovali trije osrednji oblačilni tipi: mediteranski, alpski in panonski. Za naše območje, torej Štajersko, sta pomembna slednja dva. Tukaj je namreč pogosto prihajalo do mešanja teh dveh tipov. Folklorni kostum, značilen za panonsko območje, lepo predstavlja najnovejša kostumska pridobitev našega folklornega društva. Tako imenovana bela noša, ki jo sami pogovorno imenujemo kar delavska noša. Iz preprostega razloga, ker predstavlja rekonstrukcijo oblačilnega videza kmečkega prebivalstva. Takšna oblačilna podoba je bila značilna za čas druge polovice 18. stoletja, pa vse tja do prve polovice 19. stoletja, njena rekonstrukcija pa je bila prvič javno predstavljena ob praznovanju 75. obletnice društva in je delo obširne raziskave Petra Bezjaka, takratnega umetniškega vodja skupine. To je bela noša iz 18. stoletja, značilna za panonsko območje. Moška obleka je sestavljena iz hlač, srajce, telovnika in klobuka. Hlače in srajca so iz istega belega lanenega blaga. Kroj je zelo širok. Preko srajce ima oblečen enobarven telovnik v živi barvi. Moški ima obute visoke črne škornje pod širokimi hlačami. Na glavi ima klobuk. Ženska obleka je sestavljena iz spodnjega krila, srajce, zgornjega krila, predpasnika, avbe in peče. Ženske imajo obute visoke nogavice, štumfe in črne čevlje. Spodnje krilo untra je poštirkano, da da zgornjemu krilu lepo obliko. Srajca je iz lanenega materiala, kroj je zelo širok. Zgornje krilo je enobarvno in temnejše barve.
Tudi životec je enobarven in v temnejšem odtenku. Predpasnik je bele barve in je malo krajši od krila. Na glavi ima belo pleteno avbo in preko nje ruto, pečo. Peča je zavezana zadaj na vratu. Pod njo ima dekle lase počesane nazaj in spete v figo ali venček. Proti koncu 19. stoletja je postajal oblačilni videz slovenskega kmeta vse bolj podoben oblačenju v mestih. Tako v vsakodnevnem, kot tudi v prazničnem oblačilnem videzu, takšno poenotenje pa je moč zaslediti v vseh oblačilnih tipih. Vzrokov za spremembe, do katerih je prihajalo pri oblačilnem videzu, je bilo več. Svoje je v času Prve svetovne vojne vsekakor doprinesel tudi gospodarski in družbeni razvoj. Trg so preplavile industrijske tkanine, ki so izpodrinile uporabo domačih, hkrati pa standard kmetov ni več tako močno zaostajal za standardom meščanov kot v prvi polovici 19. stoletja. Pojavili so se sodobnejši materiali, prihajalo je do krojnih sprememb, to pa se je posledično izražalo tudi v spremenjeni obliki oblek. Markovci niso bili izjema in ravno to je pri našem folklornem društvu vzbudilo zanimanje o oblačilnem videzu Markovčanov na prelomu stoletja. Pisnih virov o oblačilnem videzu na Ptujskem polju je sicer zelo malo, zato smo se morali pri tej raziskavi opirati predvsem na ustne vire in fotografije, ki smo jih dobili od domačinov. Z raziskavo Anje Kostanjevec, pri kateri nam je pomagala priznana etnologinja dr. Marija Makarovič, smo se osredotočili na čas od druge polovice 19. stoletja do Prve svetovne vojne. Dobili smo novo kostumsko podobo, pri nas pogovorno poimenovano svetešje obleke, ki so danes prepoznavni znak naše folklorne skupine v širši slovenski folklorni javnosti. Tej noši mi rečemo svetejša obleka, ki so jo oblekli ob nedeljah in praznikih. Moška obleka je sestavljena iz hlač, srajce, telovnika in klobuka. Hlače so iz črnega ali sivega volnenega blaga. K temu obvezno spada še enobarvni telovnik, ki je prav tako iz volnenega blaga. Srajce so najpogosteje iz platna. Ovratnik na srajci je majhen in okrogel, nekateri imajo tudi večje in na špic. Preko hlač ima obute visoke škornje iz črnega usnja. Na glavi ima klobuk. Ženska obleka je sestavljena iz spodnjega krila untre, srajce, zgornjega krila in predpasnika. Ženske imajo obute visoke nogavice, štumfe in črne čevlje. Spodnje krilo je daljše kot pri nekdanji gorenjski noši in je le malo krajše od zgornjega krila. Krilo je v pasu ozko in nagubano, pri gležnjih pa je široko. Krilo je sešito iz volnenega blaga in je enobarvno. Predpasnik je črne barve in je malo krajši od krila. Ženske imajo lase počesane nazaj in spletene v eno ali dve kiti. Mlajša dekleta imajo dve kiti razpuščeni, starejša pa imajo kite spete na različne načine. Figo, venček in tako dalje. Folklorno društvo Anton Jože Štrafela Markovci je že vrsto let steber folklore in ohranjanja običajev v celotni Sloveniji. Svojim dolgoletnim delom smo si pri slovenskih strokovnjakih za folklorno dejavnost pridobili zlato Maroltovo plaketo za folklorno dejavnost, ki je najvišje priznanje na tem področju pri nas. Trudili se bomo še naprej in upamo, da se kmalu srečamo na odru, na poroki ali kje na dvorišču. Do takrat pa vam voščimo vse dobro.